Zdaj, ko se Afganistan približuje 5. obletnici vrnitve talibanov na oblast, Afganistanska združena fronta, ki jo vodi nekdanji poveljnik Afganistanske narodne vojske, Sami Sadat, je napovedala začetek vojaške kampanje proti talibanom. Izjava pravi, da je kampanja namenjena podpori tistemu, kar opisujejo kot misijo osvoboditve Afganistana in vrnitve oblasti ljudem. Ta napoved prihaja tudi v času očitnega povečanja oboroženih dejavnosti protitalibanskih skupin po vsej državi. Tukaj je del njihove izjave. Skoraj 5 let. Klici našega naroda, ki jih je vodila naša civilna družba, so naleteli na gluha ušesa mednarodne skupnosti. Vsak dan talibani izumijo novo metodo za nadlegovanje, poniževanje, aretacijo in ubijanje afganistanskega ljudstva. Zdaj je jasno, da je ideja o pogajalski rešitvi s talibani propadla. Proces pogajanj je treba enkrat za vselej ustaviti in ta proces je treba priznati kot propadli podvig. Iz ZDA se nam je pridružil upokojeni podpolkovnik Will Selbert. West Army, če imam prav, Will me boš popravil, ampak je upokojeni častnik, specializiran za tuje regije, sodelavec pri reviji Long War Journal, organizacije Foundation for Defense of Democracy in še marsikaj drugega tukaj. Te ljudi je težko dobiti. Težko je predstaviti celoten življenjepis, zato ti bom prepustil, da popraviš morebitne napake, ki jih naredim. Si cenjen gost na to temo in hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste se nam pridružili tukaj. Poglej, kaj te ljudje počnejo. Zelo zanimivo je videti, da je zdaj že 5, skoraj 6 let, odkar so talibani prevzeli oblast tukaj. Ali so to nekakšni legitimni ostanki prejšnje vlade? Kdo sestavlja to skupino? Obstaja več odporniških skupin proti talibanu, mislim, da jih je lahko tudi do 20. Ampak v resnici je jedro 5, rekel bi. In Sami Sadat vodi Afganistansko združeno fronto. Bil je nekdanji poveljnik korpusa Afganistanske narodne vojske v provinci Helmand, ki je na jugu Afganistana med padcem. In zapustil je Afganistan ter kmalu zatem ustanovil Afganistansko združeno fronto. Namigoval je na začetek operacije približno 5 let, nato pa je začel 1. avgusta in od začetka meseca izvedel približno 17-18 napadov. Zdaj so se mu pridružile tudi druge organizacije, kot je Nacionalna fronta odpora, ki jo vodi Ahmad Masud, ter Afganistanska fronta svobode, ki jo vodi nekdanji načelnik generalštaba Jasir Zia. Toda pomembno za Samija Sadata je, da je paštun, kar je prevladujoča etnična skupina v Afganistanu. Prav tako je začel svoje napade v južnem Afganistanu, v provinci Kandahar, ki je duhovna domovina Talibana. Torej, je to pomembno zaradi tega. In avgusta smo videli širitev napadov proti Talibanom, najverjetneje zaradi 5-letnice padca Kabula, ki je bila 15. avgusta. Poglejte, vem, da je za veliko Američanov, vključno z mano, misel na to, na to bojišče tukaj v Afganistanu in na to, s čim se soočajo s Talibanom, takšna, da te kar zmrzi. Kaj vemo o tem, kdo podpira to skupino in veste, zakaj je bila ta dolga izjava v angleščini? Veste, kdo je ciljno občinstvo? Kdo podpira skupino? To je nekako neznano. Ima, veste, povezave s Tadžikistanom. Veliko teh fantov jih ima, Masud ima veliko mednarodnega priznanja. Ampak nimajo uradnega državnega pokrovitelja, ki bi jim nudil podporo. Nimajo zatočišča. Tako je njihov pravi cilj, in to je 5 let po prevzemu oblasti strani talibov, je, veste, poskusiti ustvariti nekakšno območje, kjer bi imeli v bistvu manevrski prostor. Svoje lastno območje znotraj Afganistana, široko območje, če hočete. In v zadnjem približno mesecu dni smo videli, da to začenja dobivati nekaj zagona na območjih v severovzhodnem Afganistanu, v provinci imenovani Badašan, ki je blizu kitajske meje, da so uspeli ustvariti nekaj manevrskega prostora. Ampak rekel bi, da vse te skupine niso enotne, niso pod eno hierarhijo, delujejo bolj ali manj neodvisno. Nekoliko se usklajujejo. Ampak to je zgodovinsko način, kako so odporniške skupine delovale v Afganistanu. Tako da ni nenavadno, da jih vidimo delovati na ta način. Veste, talibani so navzven, kot kaže, ohranili stabilnost oziroma vsaj zelo trdno prevzeli nadzor. Ampak obstajajo grožnje. Soočajo se z njimi. Imamo ISIS v regiji, ISIS-K, dejansko pakistansko vojsko. Ne vem, ali so pakistanski talibani, veste, tako prijateljski z njimi ali ne. Druge uporniške skupine,
Mislim, da se talibani res soočajo s celo vrsto groženj. Imam prav? Ne, imate prav. Obstaja ta ideja stabilnosti in to zato, ker so talibani, če sem iskren, močnejši, kot so bili pred 11. septembrom. Pred 11. septembrom, takrat je bil že podpora v provinci Panjšir, zdaj pa se soočajo z različnimi dilemami. Rekel bi, da se soočajo s Pakistanom zaradi čezmejnih operacij, ISIS-KP, ki je morda včeraj izvedel napad z ročno bombo v Kabulu. In zdaj se soočajo z večetnično opozicijo, ki vsakodnevno izvaja napade po vsej državi. In to niso samo talibani, mislim, da je pomembno to poudariti. Ekipa Združenih narodov za sankcije in nadzor, ki o tem pripravlja veliko poročil, je pokazala, da obstajajo taborišča za urjenje Al-Kaide v 12 od 34 provinc, da pa je država tudi gostitelj pakistanskih talibanov. Torej niso samo talibani tisti, ki so tam. Imajo celo vrsto drugih džihadističnih skupin, ki imajo skoraj popolno svobodo gibanja po vsej državi. Will Selberg, lepo, da ste bili z nami. Zanimiv pogovor. Hvala, da ste se nam pridružili naravnost iz Austina. Upam, da se spet Najlepša vidimo v hvala. oddaji. Hvala.